Lep pozdrav. Jaz bi se zahvalil Uradu za Republike Slovenije za zamejstvo svetu in Filozofski fakulteti, da so nas povabili. Tale predstavitev, recimo, da bo precej bolj neformalna, kot so bili vsi ti inštituti, ker nimamo, recimo v tem društvu, jaz sem sicer član šele 1 leto, ampak ni prav pretiran starejše, je v bistvu glavna poanta našega društva in zaradi česar se je tudi začelo, je bilo samo povezovanje vseh bodisi študentov, ki so vsaj en del svojega rednega študija opravljali v tujini, in raziskovalcev, ki so delovali na raziskovalnih ustanovah. Seveda to tudi vključuje tiste, ki so potem ostali tam in so zdaj zaposleni. Mislim, da do tega društva ni bilo, vsaj jaz ne vem, da bi obstajal kakšen drug medij oziroma platforma, ki bi vse te ljudi povezovali. Tako da je to društvo zapolnilo eno dosti, recimo, nujno zanimivo vrzel. In pa dajmo malce na začetku, kakor sem že rekel, ne. Člani so lahko čisto vsi, vsak državljan Republike Slovenije, ki se je izobraževal v tujini. Načeloma niso tisti za izmenjave, to ni glih veljalo, ampak je za redni študij. Potem, kakor smo rekli, glavna stvar, kar je bil, mislim, s čemer se je začelo, je, da je pač čista platforma za povezovanje. Kar se pol manifestira zdaj skozi čas z vsemi člani društva, potem, ko prinesejo svoje, recimo, skupina v eni državi lahko ima neke partikularne probleme, neke pobude, kaj bi se moglo zgoditi, in pol se to, recimo, manifestira v raznih zastopanjih interesov, organizacijo raznih okroglih miz. Probamo nekako povezati probleme s tistimi, ki jih lahko rešujejo pri nas, no. Recimo, drug aspekt društva, ki se je tudi začel, ki smo ga recimo začeli bolj aktivno v zadnjem letu, je pojasniti oziroma odgovoriti na razna vprašanja študija v tujini Slovencem tukaj, ki se odločajo oziroma zanimajo, da bi šli mogoče študirati v tujino. In spet, tule ima društvo v glavnem povezovalno, ne. Mi zelo malo, da bi te, ki smo recimo v odboru društva, ki nas je ene 5, malo tega, da bi prav mi nekaj, ampak mi probamo povezovati ljudi, ki imajo dejansko vprašanja za ljudi, ki so v tujini oziroma za raziskovalce, če pa lahko tudi mi kaj pomagamo, recimo v sklopu posameznih držav, kjer smo locirani, pa tudi mi odgovarjamo na kakšno vprašanje, ne. In tle je tudi tako potem, da se proba kakšne te sodelovanje gospodarstvom z inštitucijami v Sloveniji, ampak ponavadi je tako, da oni nas kontaktirajo in potem mi probamo samo povezati te inštitucije in raziskovalce. Upravni odbor, kakor vidite, je sestavljen iz 7 ljudi. Volitve so vsake 2 let, čisto neformalno, prostovoljno, vsak se lahko prijavi, ko je član društva. Člani so trenutno, kakor jaz vem, so v 23 državah, povezujejo se, to je seveda prostovoljno pa brezplačno je vse, ne. Imamo neko spletno stran, ki žal tule, ne vem, če imam kakšno povezavo, kjer se samo vsak član in potem prejema obvestila, vabila na dogodke posameznih držav. Zdaj pa dogodki, to recimo mislim, da to so, s tem se je začelo, s tem se je društvo po mojem nabralo največ članov in to je v bistvu, vsaj kar se mene tiče, najbolj zanimiv del društva in tudi najbolj uspešen, no. Recimo, ta vtis leta je vsakoletno srečanje vseh Slovencev, ko so v tujini, ponavadi je decembra, ko se vsi vračajo domov. In tlele mislim, da je bilo predsednik republike to ponavadi organizira in je en tak lušten dogodek, kjer se lahko vsi tudi iz različnih držav malo povežejo in malo pomrežijo. Zdaj, slovensko znanje po svetu so pa dogodki, ki jih organizirajo v vseh teh državah, kjer je recimo zastopanost študentov dosežen kritični prag. No, v Evropi ponavadi organiziramo v Angliji, Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem je tudi zelo veliko Slovencev. Jaz vam lahko recimo povem, jaz sem to organiziral prvič letos v Londonu in to nekako tako deluje, da probamo koordinirati z veleposlaništvom nam zelo na roko, zelo veliko pomagajo. Tudi ponavadi pol pomagajo pri pridobitvi prostora in potem se povabi, recimo kakšne, letos smo imeli ene 2 zaposlena v gospodarstvu, pa ene 2 zelo uspešna raziskovalca in te dogodki, mislim, glede na to mi zelo
glede na zelo širok spektr probamo pokriti. Letos smo probali tudi malo povezati z gospodarstvom, čim širši spektr, da je čim bolj zanimiv za vse udeležene in letos smo imeli spet polno dvorano, nekje 70-80 ljudi ponavadi pride in potem zelo radi še ostanejo na nekem tistem neformalnem delu in druženju. In zelo lepo je videti tudi to, da so se vsi Slovenci, glede na to izhaja iz tega, da smo tako recimo relativno majhna država, ampak zelo so vsi pripravljeni na kakršnakoli oblike sodelovanja s kakšnimi koli inštitucijami. Mislim, do teh povezav zelo hitro pride. No. Tudi vsi Slovenci potem probajo koordinirati z drugimi Slovenci in je, moram reči, zelo luštno. Zdaj smo tudi začeli s temile. No. To pa jaz moram reči, da nisem bil še na teh dogodkih, ker sem bil lani več ali manj v tujini. Smo začeli tudi organizirati dogodke, kjer se dosti bolj poudarja na tem, da se organizira dogodke bodisi, mislim, da za srednješolce ali za študente, ki jih zanima morebitno študiranje v tujini ali pa delo. In potem se tudi proba povabiti ljudi iz različnih držav, da potem odgovarjajo na razne vprašanja, da probajo pomagati, da probajo povezati ljudi z inštitucijami tukaj, ki bi jim lahko pomagali. Ja, spet, v tisti prehod je srednja šola in univerzo, dogodek za dijake, to mislim, da smo imeli tudi letos Maribor, Ljubljana, po mojem. In je bil tudi kar obiskan. Potem seveda so vedno kakšna neformalna srečanja, spet to vse prek neke platforme, mi imamo recimo nabor na naši spletni strani, oziroma imamo nabor vseh teh kontaktov in potem če hočejo organizirati neka srečanja v posameznih državah, lahko dostopajo do te baze podatkov in se lahko ta vabila oziroma pobude vsem uspešno pošlje. Zdaj pa še povezovanje z društvom. Društvo zdaj, mislim, v zadnjem letu se tudi povezuje z veliko pobud je bilo recimo z inštitucijo oziroma s firmami, s podjetji v Sloveniji. Mislim, da smo kar odprti za kakršnekoli povezave, to potem odloča, mislim, da upravni odbor. Dosti sodelujemo tudi s kakšnimi državnimi inštitucijami, mislim, da tudi z gospodarsko zbornico v zadnjem času. In pač spet, glavna vrednost in največji doprinos tega društva je, da pač res delujemo kot ena učinkovita, po mojem, res prva taka splošna platforma, ki res uspemo povezati vse, recimo naslovnike, pa tiste, ki dajo neke pobude, če sem se zdaj prav izrazil. Tako da, to je, kar se mene tiče, zaenkrat vse.